pravijo tudi vi, ste talali covidne dodatke. Zdaj, kar se tiče covidnih dodatkov, je to star zakon, ki je bil sprejet še v času Drnovškove večine v parlamentu in tisti zakon pač nalaga, da če je epidemija oziroma pandemija, potem tisti, ki dela v takšnih pogojih, mora dobiti 60% več pri plači in je bilo to treba izplačati. Na podlagi tega, ko so predstojniki posamičnih institucij ocenili, kdo dela na takšnem mestu, pa kdo ne dela na takšnem mestu, vlada pravzaprav ni imela nič s tem. To, da pa smo v času covida seveda plačevali za mirovanje, pravi za to, da tam, kjer se pač ni moglo delati, ljudje niso bili brez posla, ampak so ostali tam v bistvu zaposleni za plačo. To pa je bil nujen ukrep, ki ga je pač izvajala celotna Evropa, zato da se nam gospodarstvo ni sesulo. Naslednje leto, po tistem prvem valu, se pravi leta 2021, je Slovenija, zato ker smo ohranili industrijo pri življenju, dosegla najvišjo gospodarsko rast v Evropi. In smo bili, kar se tiče hitrosti okrevanja po covidu, drugi v Evropi takoj za Dansko.